da ne bomo samo odrihali, gremo bolj sladkim stvarem. Mi lahko pove, zakaj so se vsi najbolj prodani jugoslovanski bomboni tukaj na zobe popali. Se spomnimo kakih? Bronhi, prosim za posnetek. Kako je bil slogan? Kako lakše se diše, če se je toliko popala, tudi usti si mogo odpreti. Kada skozi nos tiham, ali kaj je ventiš. Glede, Bronhi je bil fenomenalen samo za vinorodna področja. Štajerska, recimo, mož je prišel domov pijanke svina, žena ga zvratna zjela, ki se hodil prase, frdamo, nekako si žonde, so stene fajhne, tak si pijanti, lasti ga tjele pokle, lubice, nisi piva, spojce, ten špilo, leti meni ten si zraz, poki si župe, prebrala, tak ne možemo, 14 dni, kad se hodil. Lubice, res na ten si špilo, kak je ten, tak tam pršgal, te meja kapa več na opasa, švicer, ki raj znajo, skup se stavil, kurva, hudičo, ali kak ti zgobce den, fako si svoj drek stopo. A lubice, to vidiš, to ni alkohol, to je bronhi. Bronhi, ti boš meni bronhi, lubice, tu imaš bronhi, probaj bronhi, daj sem bronhi, ti boš meni bronhi. Rešeno! Bronhi je rešil več kot polovico zakonov na Štajerske. Odra brez komedije in stand-upa si skoraj da ne moremo predstavljati. Občinstvo si prav želi to, da se do dobra nasmeji. Eden najbolj znanih slovenskih komedijantov, stand-uperjev, zagotovo pa improvizatorjev je naš današnji gost, Matjaž Javšnik. Matjaž, pozdravljen. Čau, dobro še. Kako si? V redu. V tem času veliko dela, ne? Preveč, ampak vidim, da eni džabe delamo, ker drugi preveč zapravljajo. Maribor je že sred novembra prižgal novoletne luči. Mislim, džabe nam 7 dravskih elektrarn pri taki porabi. To je neverjetno. Pa že imaš za kakšno temo, za kakšno dobro improvizacijo? Ja, absolutno. Mislim, v zlatih cajtih, ko je Maribor cvetel, smo mi novo leto praznovali 15. januarja. Takrat smo komaj vklopili luči, pa smo bili na višku industrijske slave. Zdaj, ko pa ta industrijski bazen crkna, zdaj pa prežigamo že sred novembra. Ne vem, mislim, tu je neka hudo narobe. Ti tako včasih se mi zdi malo mešano, tako dojemaš Maribor, ko se vračaš, tu si sicer odraščal, prihajaš iz Ruš, Maribor poznaš zelo, zelo dobro. Koliko meniš, da se je spremenilo mesto? Mesto se spreminja v nekih intervalih, ne vem, pač neke ciklične zadeve se dogajajo. Meni Maribor blazno všeč, pa nekako kar mrkne, pa spet začne cveteti, pa spet mrkne, ne vem, kar neke intervale ima čudne. Ampak zdaj v tem trenutku se mi zdi, zadnjega pol leta, leto, se mi zdi spet ta neki dvig optimizma, ljudje so veseli, sproščeni, začelo se nekako dogajati, vidim ful neke kreative, se mi zdi, da je več kar naenkrat. Ne vem, zdaj izgleda spet neki tej fazi, ko gre gor, ampak pač, ne vem, to je pač eno tako čudno mesto, ki nima sidra, ne, ki ni srečno, če ga nama malo še odnese, tu pa tam. Je pa zato toliko bolj veselo, ko prija nazaj. Tako meni Draž Maribor mi je itak od vseh slovenskih mest mi je najljubši, ker Ruše ni mesto, čeprav imamo ta naziv, mi smo vas. Ampak tako Ruše, tako Maribor, to je v bistvu vse, kar imam, vse, kar nosim sabo. To je moj spomin, moje sidro, moj zven, moj odmev. To so najlepši trenutki dobe formacije, ko se nekako greš neko smer, katera naj bi te pol pač opredelila. In to se mi je tu zgodilo in zaradi tega sem temu mestu neskončno hvaležen za to. Drugače pa imamo taki toplo-hladni odnos. So pa ljudje tisti, ki dajo čar, ne? Ti ljudje so pa skozi super, ne? Dušo. Tudi ko je Maribor v najslabšem momentu, so Mariborčani super. Tako da, ne vem, je pa Maribor takrat, ko je v najslabši fazi boljš kot Ljubljana. To pa je ziher. Aha, takšen občutek imaš. Ja, seveda, ker tam pa ni korenin, ne? Tam pravih Ljubljančanov je mogoče, ne vem, 7-8%, vsi ostali so priseljeni od nekod in pa ne vem, to je pač glavno mesto kot vsako ostalo na svetu, ki je pač zlagano, ki pač samo sebi natika make-up oziroma se lišpa in samega sebe proglasi za mis sveta. So pa zgodbe pa ljudje tisti ravno, ki ti dajo neke zgodbe, ne? V bistvu ti to jemlješ malo iz vsakodnevnega življenja, mogoče kaj spremeniš, kaj dodaš, kaj odzameš in nastane v bistvu nekaj novega. Nič ne dodajam, nič ne odzemam, samo z drugega zornega kota pogledam na stvar. In pač povem z nekim zamikom oziroma z druge perspektive. In to je najbolj smešno, kar se lahko zgodi.
da neko vsakdanjo utečeno zadevo obrneš čist malo drugače, pa lahko izgleda, tudi če je tragična, blazno zabavna, oziroma tudi če je zabavna, blazno tragična. Spoštovane dame, cenjeni gospodi, moje ime je Joško Penal in dobrodošli v najnovejši športni oddaji Astitut Zemljokrado. Po slovenski uradni olimpijski disciplini, imenovani met polena pod noge ter skok čez plot, imamo novo pogruntavščino, v kateri se bodo pomerili predstavniki bivše Republike Jugoslavije. Zakaj gre? Gre za disciplino Zemljokras. Kako se odvija in kakšne taktike imajo posamezne republike, pa poglejmo si sami. Kar za mano, kar za mano. Najprej pojdimo na sever bivše države, k Slovencu, gospodu Janezu. Gospod Janez, pozdravljeni. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kakšno taktiko ste vi obrali? Mi smo obrali taktiko kot predsedujoči, torej smo izbrali taktiko. Što je, susjede, dobar dan. Mi smo torej izbrali taktiko, pa kam rinete vi? Pa mi su tu uvijek Hrvatska zemlja bila, kao što znate, susjed. Tu. Kaj porečete na to agresivno taktiko prisvajanja ozemlja? Ja, da bomo mi obrali, ne, opozorilo noto bomo poslali. Samo se ti žali susjed Slovenac, pa će tvojim prijateljima u Europskoj uniji, pa će, vidjet ćeš, to je od uvijek bila podalpska Hrvatska. Historija kaže, podalpska Hrvatska. Jeste vem kaj naj? Upam, da bodo stvari šle na bolje, kaj ne da? Ne bodo. Hvala lepa, gremo naprej. Pojdimo do predstavnika Bosne in Hercegovine. Kot vemo, je Bosna že gostila olimpijske igre. Verjetno so zato dosti bolj pripravljeni. Pa poglejmo, na kakšen način so se pripravljali. Dobar dan. Salam alejkum, Jarane. Lep pozdrav. Kakšna je vaša taktika? Kaj počnete? To ništa, ja pržim kafe. Jeste li vi za jednu? Ne, hvala. Ne bi, hoćete neki suvenir, hoćete džezvu, vučka, piramidu? Tudi ne, hvala. Ništa? Ništa. Fuck you. Prosim? Ništa, pitam, hoćeš bar tu fakije da ti sredim jednu, ha? Tudi ne, hvala. Pa pojdimo naprej. Pojdimo do predstavnika Srbije. Kaj počne in kako se pripravlja? Poglejte, izgleda, da ima improviziran žar. Ali je to del taktike, ali gre samo za malico, pa naj se izjasni kar sam. Pa lepo da nešto pojedemo, glavni smo vruće, a što se tiče taktike, kao što naš narod i ova pesma lepo kaže, ovako. Dober glasbe lahko poslušam samo, če sem pijan. Pa zljutaj, nije opišav. Pa pojdimo naprej. Pojdimo do najnovejšega člana olimpijske družine, najnovejše države, mlade, demokratične Kosova. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kakšna je vaša taktika? Naša taktika jaškam, peška, džifta, džif, familija me džeca kalim. Familija? Džeco! Eto, to ti je Latifi, Hadžifa, Talimi, Manita, Talina, Hadžifi i Baljani. Ali je to vse? Nije. Džeco ženo! V redu, zaenkrat naj bo dovolj. Poglejmo naprej, gremo k predstavniku Makedonije. Kakšno taktiko imate vi? Na ova utakmica se pripremame sa posebno histeriološkata pogledata, da se branimo od ovog Grkata i Šiptara, sa posebna metoda v Aleksandra Makedonsko. Hvala Da se niko ne petljata v naša zemlja, Republika Makedonija, niti sa severata, niti za jugata. Še enkrat, hvala ta. Pa pogledamo naprej. Tukaj je predstavnik Republike Črne Gore. Moramo ga prebuditi, izgleda, da je utrujen od poti. Prosim za komentar. Nisem vam ja kaskader. Niste, ampak se že modi. Vsak čas se bodo igre začele. Disciplina bo prvič v zgodovini olimpijskih iger ugledala luč sveta. Odštevajmo, odštevajte z mano. 5, 4, 3, 2, 1, zdaj! Kaj se dogaja? Slovenec in Hrvatci še zmerom predivata za korito. Bosanec pije kavo, kadi cigaret. Srb ima žar, peče ševape, tipično tradicionalno slovensko jed in se ne sekira preveč. Poglejte Makedonca, kot da bi snemal drugi del Aleksandra Makedonskega. Črnogorec še zmerom leži v nizkem, tako imenovanem ležečem štartu. Ampak kot kaže, je najbolj uspešna družina iz Kosova. Poglejte, razširili so se vse bivše republike Jugoslavije. To je to! To je družina, ki je najbrž zmagovalka. Za dokončno odločitev pa počakamo na odločitev Mednarodnega olimpijskega sodišča iz Haga. Hvala lepa za enkrat, to je bilo to, jaz grem na pivo, adio. In to je tudi bistvo improvizacije na nek način, da vzameš nekaj iz vsakdanjega življenja, neko temo, nek kraj, nek prostor, neko situacijo in moraš na to nekaj odigrati v bistvu, ne? Ja, improvizacija je bistvo, to je
Jaz sem si delal zapiske o improvizaciji, sem celo eno knjigo hotel sestaviti in na koncu, ko sem mislil, da sem že najbolj pameten na svetu, da sem res to raziskal v nulo, sem v enem trenutku ugotovil, da je pri improvizaciji važna edina stvar to, da ne razmišljaš, ampak da to dobesedno pride z tebe spontano, v isti sekundi, ko ti nekdo nekaj navrže. Prva asociativna zadeva, ki jo nosiš na pač neko temo, podlago v sebi, jo spustiš na plano, nekontrolirano. Je pa seveda res, da obstajajo določeni vzvodi, kjer se naučiš, kako to producirati. Ja, neke stvari morajo obstajati, katere v bistvu so kot neka pravila, da enostavno veš, na kak način izpeljati to improvizacijo. Ta pravila so bolj zaradi publike. Ker publika se rada počuti varno in zelo fajn jim je, da ima vsaj, če ne druga, vsaj neki časovni okvir, da ve, koliko časa bo neka stvar tekla, oziroma če ima, zato je zelo priljubljena improvizacija v Sloveniji, ko se je šlo okrog pa v Kudu, ko so bila državna prvenstva, ker je publika v bistvu dva režiserji in rabili predstave. So določili naslove, žanre, osebe, katere igraš, prostore, kjer se nahajaš in podobno. In je pač imel, na nek način je bil prepričan, da ima on vso kontrolo v svojih rokah, ti pač odvisno tvoje lucidnosti, kam se ga pripelo, nikoli je nima in je ne sme imeti, ker če ima on v rokah, pol ne rabimo ne igralca, ne režiserja, pol gre sam na oder pa piči po svoje. Se te je kdaj zgodilo, da si enostavno zablokiral, da nisi imel ideje, da nisi vedel, kaj bi zdaj naredil, zato ker bistvo je tega, da se ljudje smejijo. Torej, moraš ves čas biti napeljati na neko komedijo. To ni bistvo. Bistvo improvizacije je čist druga stvar. So pač neka asociativna polja, ki morajo presenečati. Ni nujno, da je zabavno. Ljudje pač imajo radi, da je zabavno. Jaz pa tudi, če grem na oder, jaz rad imam fajn. Zaradi tega tudi verjetno se pač najraje zabavam od vsega. In če smo jaz fajn, se ima publika fajn, tudi to je res. Drugače pa je pri improvizaciji ena taka hecna stvar, vsak jo vidi in dojema po svoje, vsak jo lahko razume po svoje, ampak na prejšnje tvoje vprašanje, če sem taj zablokiral, nisem, se mi je pa zgodilo, da sem se stotinko sekunde za tistim, ko sem nekaj vrgel iz sebe, domislil NSD, ki je bila še boljša. Ampak ko enkrat ti začneš, ne smeš zaštopati zadeve, ker vse pokvariš. In tudi tako je, na odru se morajo improvizatorji blazno med sabo poslušati, ravno zaradi tega, ker noben ne misli drugače. Če misli drugače, je dogovorjeno. In se vidi, v sekundi se vidi, da je dogovorjeno in izpade slabo, nespoštljivo do tistega, ki je pač plačal vstopnico. Zato moraš biti blazno nek posluh med za nekoga, ki je s tabo na odru in v sekundi, čeprav si ti na neko določeno temo že nekaj namašto, v sekundi, ko on začne v drugo smer, bo moraš slediti, ker če ga zaštopa zadevo, ni ritma, ni tempa, zadeva pade, postane razvlečena, dolgočasna. Tako da, v bistvu, osnova improvizacije je samo to, da sprve čim hitreje iz sebe, kar ti pride. Začetniki so bili nekje, gledališče Ana Monroe je to pripeljala, potem je bilo eno obdobje zelo znanih takih improvizatorjev, s tabo na čelu, pa Jurij Zrnc, pa še kar nekaj drugih imen bi lahko rekli. Potem je to malo upadlo, ampak to obdobje vaše takrat, vi ste bili, se mi zdi, kar v igranji, zelo dosti ste teh improvizacij delali. Mi smo ogromno igrali skupaj. Mi smo bili zraven Jurija Zrnca, so bili še, ne vem, od Damirja Leventiča, bil je Gora Žilovec, Vladimir Vlaškalič, bila je Mojca Funklova, z nami je bil Miha Brajnik, recimo, in še en kup drugih. In ogromno smo igrali, mi smo imeli, ne vem, ne spomnim se za na pamet koliko, ampak to je bilo neverjetno število ponovitev. In tudi klapa smo bili, super klapa smo bili, ampak v enem trenutku nam je ratalo dolgočasno. Ker pač enostavno nismo več imeli tle pri nas nobenega, ki bi nam pariral. Tudi problem drugih je bil verjetno največji v tem, ker so tekmovali in če ti tekmuješ, nisi sproščen. To pa je osnova, če hočeš hitro reagirati. Tako da mi smo se pa res zabavali, mi smo uživali, mi smo bili klapa. Mi smo šli, v bistvu smo šli
5 pubecov se je sedlo v avto, pa smo šli na sindikalnega. Evo, to je bilo to, ne. In to se je tudi poznalo pri publiki, pri nas, pri vseh. In to so bile res avanture, ne. Še zdaj včasih, ko se dobimo, a se ti spomniš, ko smo želi, ja, pa daj, če se spomniš, to ni bilo zraven, razumeš, mislim, ni šans, ne. To so bile res taki lepa perioda mojega življenja, ampak kot vse drugo, tudi to začne nekako, ne vem, presedati, ker je postalo že zaradi količine teh ponavljanja postalo enolično, ne. Iščeš nove izzive potem, ne? Ja, itak, te druge stvari začnejo zanimati, ne. Pa tudi pol smo šli malo na razen, ene familije, en je šel v službo drugam, en je šel se preselo nazaj iz Ljubljane, ne vem kam. Tako da, pač neko obdobje, za katero mislim, da je bilo super in mi ni žal, da ni trajalo dalje, čeprav je bilo perfektno, ker pač na račun tega, da smo s tem končali, smo zrasli na nekih drugih nivojih in neke druge smeri smo šli, ker smo tudi danes vsak po svoje uspešni in pač mislim, da je to bila ta improvizacija in te improvokatorji, ekipa, ki smo zasnoval, ne vem, kjerega leta, pismo, 95 ali nekdaj. 96, Da smo pač nekako, bili smo eni vesoljci, ki so se najdli na neki drugi frekvenci in to je igralo, to je bilo super. In tudi vsi ljudje, še dan danes, zakaj več ne igrate, zato da lahko imaš lepe spomine, ker danes ziher ne bi bili več enaki. Ampak nekateri ste pa še ohranili te pristne stike, prijateljstva. Ja, seveda, normalno. Igrate še včasih skupaj, kaj? Tudi. Ja, tudi v kakih projektih. Ne, tudi se dobimo na pijačo, gremo kaj pojesti, za kak rojsten dan se ujamemo. Drugače pač več smo pa rešili tako zelo narazen, no? Ampak narazen v nekem smislu sodelovanja, nekih prijateljskih stikih pa smo še zmerom iskreni, odprti, veselje en drugega. Koliko si ti kot otrok bil željen tega se postaviti v vlogo nekoga drugega, ne? Nekaj igrati, sanjariti. Si bil tako otrok ali se je to redko zgodilo? Jaz sem bil kot otrok toliko bolan, da nič nisem mogel. Vsi drugi so fuzbal špijali, pa noreli okrog, pa se skrivali, pa ne vem kaj, plezali po drevah. Jaz sem ležal doma, gledal filme na ORF-u ob 11. zjutraj. Bral sem knjige in igral šah sam sabo. Tako da v tistih cajtih me, ne vem, pač to neko črno-belo polje ali na šahu ali črno-beli filmi od Bustra Keatona so me blazno privlačili in so mi bila neka velika inspiracija. Z Atjem smo se zelo veliko, smo hodili na sprehode v gost in me je on v bistvu na nek način neko improvizacijo vlačil skozi neke zgodbe, ki smo se jih pripovedovali, ki sem se mogel dopaljevati, nadaljevati njegovo zadevo, si izmisliti nove like, obrniti zgodbe in tako naprej. Takrat je pač to nekako se zalezlo vame, ne? Ker pač nisem imel neke možnosti biti fizično aktiven, je bila pač aktivna leva hemisfera, toliko bolj. Kaj pa ta osnovna šola, srednja šola, to obdobje? Jaz sem bil tam nekje do enega 5., 6. razreda, sem bil zelo tako nemočen. Pol, ko je pa ta bolezen šla iz mene, sem pa sprostil vse ventile in sem nadoknadil vse za nazaj. Tako da mislim, da je bilo, po eni strani sem že takrat bolezen dojel kot, ne kot sovražnika, ampak kot neko opozorilo, ne. Ok, tle si omejen, ampak to ne pomeni, da ne moreš tega. Izkoristi pač danosti, ki jih imaš, ne. Ne jamraj. V teh okvirih. Ja, v teh okvirih. Ne jamraj, pač najdi neko zadevo, ki te bo osrečevala in bo jih hvaležen, da ni še slabš, ne. Tako da tudi danes, ko gledam, ko ne vem, peleš kak projekt, pa gre enega časa, pa gnarja, pa ne vem kaj, pa na koncu ni toliko uspešen, ko bi si želel. Evo, delo kliče. Cingla malo. Ne cingla. Pač pol ugotoviš, da pač je to neka stopnica za naslednji projekt, ki bo zaradi tega toliko boljši, ker si se tle na napakah nekaj naučil in jih boš pač že vnaprej vkalkuliral, ko boš pripravljal naslednje zadeve. Včasih gre narobe kaj z sodelavci, včasih gre narobe s timingom, včasih gre z razumevanjem kakega programskega urednika. Doskrat si pač pred sajtom, ne.
Zdaj, glede na to, da delaš res na različnih področjih, ne? Delal si komedije, delal si stand-up, sam pišeš tudi besedila, s filmi se ukvarjaš. Verjetno so bila obdobja, ko si nekatere stvari so ti bile ljubše, si jih rajše delal, pa zdaj mogoče v tem obdobju te kaj drugega bolj mika. Kako se je to spreminjalo? Itak, mislim, meni to iz dveh vzgibov delam različne stvari. Prvi je pač ta neka kreativni nemir, ko pač moram neke zgodbe, ki jih nosim v sebi, dati ven. Včasih jih pač vidim bolj čez sliko, včasih jih vidim bolj čez zvok in pol pač, ne vem, takrat, ko me zvok preganja, si rečem, ok, gremo na radio, delam na radio. Ko se tega nasitim, me začne že kakšna druga ideja preganjati, si rečem, ok, to pa vidim bolj, ne vem, v neki kompoziciji, ne vem kaj. Ajde, gremo posneti neki, rečemo temu, film, ki je za Art Cinema pa za Good Luck. Potem se mi pa včasih zgodi, da imam kakšne odbite ideje, ko si rečem, pismo, to je bilo pa mogoče bi pa bilo fajn, ljudje bi se lahko zabavali, če bi to gledali, ne? In pa pač narediš neko komercialno komedijo. Tako da nimam problemov z žanri, nimam problemov z nekimi motivi. Edini problem je cajt, ne? Kdaj vse to najti, oziroma v kakih okvirih si dovoliti neke stvari, da te prevzamejo, ne? Ker pač najhujše v tem poklicu je biti sam sebi prometnik. Ker itak, če si ukvarjaš z umetnostjo, si sanjač, ne? Jaz bi zajelo do Lune, tega ni. Ampak pač težava je, ne, da sam sebe moraš znati v nekih momentih ustaviti in se reči, ok, ta projekt moramo zaključiti, gremo naprej. Drug razlog, zakaj pa delam različne stvari, je pa pač sam trg, ne. Naš trg je toliko mali, da moraš imeti čim bolj razpršen posel, da so skozi neki prilivi. Da če nekje zaštopa oziroma nekaj propade, da glih ne propade z njimi, ampak da imaš za familijo, za preživetje in da se sploh ne ukvarja s tem blesanim kešom, ampak skozi nekaj delaš. In ti je pač vseeno, če nekaj dni bo prišlo od drugot, če ne od tam, iz nekega tretjega vira, ker tudi tam nekaj delaš. Tako v bistvu je meni to osnova, no, da se pri svojem delu zabavam, ob tem pa še toliko zaslužim, da ne skrbim, kaj bo in ali bom familijo kam pelo, ali bomo, ne vem, ali bomo šli 4-krat smučati, ali se bomo samo sankali. Skratka, pač hočem delati v tej smeri, da delam stvari, ki nekako zagotavljajo neko normalno preživetje, obenem pa seveda čim bolj uživam. Koliko si pa ti pri svojem delu samokritičen, oziroma tudi rečeš na koncu, ne vem, s tem pa res nisem bil zadovoljen, kaj sem danes naredil? 90% idej, ki se ti porodi, ostane v predalu, ne. Jaz sem celo to neko dogmo, da vsak scenarij, ki ga napišem, ga prvo vržem predal in ga čez pol leta prvič spet preberem. Ker pač se mi zdi, da lahko pol leta se razviješ do take mere, napreduješ, da neke stvari gledaš čisto drugače in bi te mogoče bilo sram, če bi to isto idejo postavil na oder. Tako kot me, ne vem, za neke predstave, za katere eni pravijo, da so moje največje uspešnice, bi jih mogoče danes naredil drugače. Nekatere so pa same po sebi, ne vem, so pa to kratale, oziroma sem že takrat zgledal, da zelo podobno razmišljal kot danes in jih sploh ne spreminjal, ne. Sej, Tinček ni slabo ime, veš? Pusti ime, to ni še nič. Jata skozi govoril, da nikoli ne bom pravi moški. Sploh nisem človek, da sem hujško žival. V šoli smo samo enke. Jata je rekel, da sploh možganov nimam. Pa sem pa enkrat v drugem razredi. Sem stopil noter v zbornico, pa sem vrate dol zaprl, pa sem jih zaklenil. Pa sem pa ključ dol požar. Pa sem pa zakural vse tiste papire s tistimi njihovimi ocenami vred. Bi mogla videti, kako so skakali skozi okno. Vsi so se polamali. Jaz sem pa stal tam sred Ojgna. Sred tistega dima. Pa tam se smejo. Pa sem pa nezali spadal.
smo pa gasilci rešili. Sem pa prišel domov, sem pa ate ji povedal, kaj sem naredil. Sem rekel, kdo si ne upa? Pa je ate rekel, da bi bilo boljše, če bi not vojgnil umar. Si malo ga tudi zastopim, zato ker je mama umrla, ko sem se jaz rodil. Samo tisto, kar je rekel Pol, tisto me pa res čisto kraja potovklo. Pol mi je pa rekel, da bi bilo boljše, če bi mama vsaj pesa rodila. Da bi vsaj bajto čuval, pa je bila kakva korist od njega. Od mene pa nič. Naprimer, tvoji liki. Za tebe je tipično, da te postavljajo v neke take zelo podobne like. Naprimer, pri filmu, pri nadaljevankah je zelo podobno. V bistvu, finta v tem, da niti ni to toliko odvisno od tega, da me drugi postavljali. Problem je v tem, da so to liki, ki meni zanimajo. Jaz zelo veliko ponudb zavrnem, ker se mi zdi brez veze. Ker nekega japija igrati, nekega bančnika, ne vem kaj, to so meni dosadni ljudje, razumeš, racijo čisti. Meni zanimajo liki, ki nimajo racija. Meni zanimajo liki, ki imajo neki trenutni vzgib, ki imajo v sebi neko živalsko energijo, ki so nekako za ta sistem, za to okolje mogoče celo moteči. Skratka, meni zmerno zanima nekdo, ki je drugačen. Tudi negativen, ne lahko. Seveda, predvsem negativen. Ker dobrega v sebi je zelo lahko najti, slabega v sebi, s tem pa se malo kdo sprijazni, da bi šel pobrskati pa rekel pismo. Jaz bi pa tudi, če je bila okoliščina taka in če se to zgodilo tam in tam, bi pa mogoče jaz enako odreagiral. Zaradi tega imam zelo veliko teh likov, nekih obstrancev, ker so mi pač najbolj zanimivi, najbolj rajcih material. S tem se rad spopadam, to me zanima, to mi je veselje. Za nekoga, ki pa, ne vem, pismo, speglan, ki laže sam sebi, ženi, otrokom, družbi in celo na sodišču, zato da pač vozi BMW 7, pismo, to za mene ni nekdo, ki bi mi bil. Jaz rajš odigram Klošarja kot pa en taki lik. Se mi zdi, da ima Klošar več lepšega v sebi. Če pogledava tvojo filmsko kariero, zdaj ne bom vsega naštevala, ampak naprimer Valeru, Marmelada, Zadnja večerja, zdaj na zadnje so te lahko gledalci gledali oziroma še verjetno v Štoriji. Vmes je bilo pa tisti boom TV Dober dan. Je bil to dejansko tisti boom ali ne? Ja, to je bila v bistvu prva neka, ne vem, jaz se spomnim z otroštva, recimo naša krajevna skupnost, ki se mi zdela na nek način tako zapakirana, da imaš pač neke like, ki so generalni liki, v vsaki družbi jih najdeš, tako je neke odnose med njimi oziroma znotraj neke skupnosti. Je bil TV Dober dan prvi po nekoliko cajtu, ki je šel na to žogo. Zofko, daj ti meni še eno kavu. Ti, fata, to je pa zdaj že 15, zdaj imaš pa dost. Kdo je naslednji zdaj, da bomo šlogam tu? Dajmo probati našega Izidorja. Bomo videli, če ima kakšno babanca, vajte. Imam cajta, jaz nemam. Izidor, pedno. Vse v redu, Izo, bom jaz za kamero prijel, kar ti pej. Ja. Jaz sploh nimam rad kave, no. Kuj. Pridi, sedi tu. Dajmo kavu. In akcija. Ajmo. Zoc. Zdaj še ja. Daj. Da zdaj tebi malo šlogamo, Meni brez veze šlogat. Jaz tak nobene ne šmirgam. Sedi tu. Ko?
Luka, sem lepa. Dobro, čakaj. Ti imaš prav. Piše to notri, da ti res ono, ko ti rečeš, nobeno ne smem glaš. Sem rekel. Ali piše i pravda, one tebe nisu šmerglale i da tebe u stvari strah da pristupiš ženski spol. Da, to sploh ni res. Si izmišljuješ. Ma ne. A piše še da si ti zaubo, a? Tvoja televizija v enu. Ja, me se zdi, da je to tvoja Ančka, Anna. Seri. Ma kaj je, da nama se zmeram, kadar je te sam pogledal, kura pred nje petalj naskoče. Kašen primitivc, ne? Pa to sem malo hecao, ne. To je bilo takrat po dolgem cajtu spet neka novega. Pop TV je začel, ki je pač kot komercialna televizija blazno vlagal v reklamo. Posod se nas je dalo videti, vsak ponedeljek smo prišli v dnevno sobo. Ljudem je pač to zlezlo pod kožo, po dolgem času neka slovenska nadaljevanka, ki je komercialna. Predvsem to, ne, po dolgem času nekaj. In pač to je kot vsemi stvarmi v življenju. To je, če si pravi cajt, na pravi postaji, pa če stopiš na vlak, ki pelje v pravo smer, si zmagal. Če pa ne, pa se lahko matraš, ne vem kaj, ne. Si danes imaš ti kup umetnikov, ki pridejo z akademije in pravi, jaz sem umetnik. Stari moj pa pozabi. Umetnosti ti ne možeš delati, umetnost se lahko samo zgodi. Zato nisi potreben sam ti, potrebna je ideja, zeitgeist, planeti morajo biti pravi konstelaciji, sodelavce moraš prave najti. Ful enih stvari se mora zgoditi, neka magija, da umetnost res rata, ne. Največ, kaj lahko ti narediš v tej smeri, da bi se umetnost mogoče celo zgodila, je to, da probaš biti obrtno najboljši, kar je možno. In seveda vse sodelavce, ki so okoli tebe, probati dobiti in jih prepričati res ta prave modele, ki ne samo, da so dobri v tem, kaj počnejo, ampak da imajo tudi jajca, da upajo tvegati. Ker včasih je treba iti tudi malo prek, ne. Skozi pa treba biti proti, da se lahko kdaj tudi za. Tako, gospa, vse je zmontirano. Samo tule podpišete. Dobro. Še? Ja, še. Spodaj. Hvala. Lep dan. Hvala. Svidenje. Kako si ti to hitro pa učinkovito zrihtala? Ja, sem še v formi. Kaj formi? Ti si carica, razumeš? Mislim, pa še zeblo nas ne bo. Ma ja, tista naša stara peč, glej. Vse zime nas je zeblo. Kje je bil tale gospod, ko je zdaj šel? Da mi je zmontiral toplotno črpalko. A kakšno črpalko? Toplotno črpalko, namesto naše stare peči za vole, ne? Ma, ki so bili stroški ogromni, tatko, ne? To je super firma, res. Oni imajo 24-urni servis. Ja, lahko samo rečeš hvala, Anica. Ma kakšna hvala, Dio di Boh, pobuči te bom hoska naumna, da gre zapravljati zdaj, ko je največja kriza. Ma, tatko, saj to je na obroke. Ma kje bi rada ti še mene spravila v pražon, ali kaj? Kje ne vzamem za obroke? Ma to bomo toliko prašparali, lej. Z razliko lahko odplačujemo odbroke. Ma dej, ma Berto, ma je mislila samo dobro. Jaz sem priča. In zanimivo je, da je v tem času, naprimer, največja gledanost slovenskih nadaljevank. Jaz menim, da takšne gledanosti slovenske nadaljevanke, naprimer, v preteklosti niso imele. Ne, niso. Ali je to višja kvaliteta, ali ne vem, ja, produkcijsko je to na drugem nivoju, ne. Studiji so se začeli graditi taki, kot se morajo graditi, da tudi tonsko štimajo in lučno in da imajo že naprej planirane place, kam se lahko kamere postavijo, da daš sliko dol in imaš noter plac, s katerega lahko takneš kamero, da te, ne vem, z katerega nivoja pač posname. Do tega, da to zdaj ne dela več, ne vem, 25 ljudi, ampak je to ekipa 120 ljudi, ne. In
ta nek profesionalni nivo, ne vem, da poskrbijo za nas igralce, da imamo izvrstno prehrano, da imamo, ne vem, solatni bar, ki je miza dolga 15 metrov, da imaš skozi sadje, da imaš skozi čaj, kavo, da so te zadeve, da imaš sobo za počivanje, na nek način lapidari, z vonjavami, z nekimi, ne vem, vesoljem nad tabo, da res imaš, ne vem, pol ure eno sekvenco fraj, da se vležeš, vizualiziraš stvari na pol meditativnem stanju in se vrneš in delaš naslednjih 10 ur, če treba. Ta nivo se je blazno spremenil, ta produkcijski nivo je šel za 15 korakov više, kot je bil prej. Tudi oprema je danes toliko boljša, kot je bila včasih. Tudi ful hitreje se lahko dela zaradi teh digitalnih zadev. Pač cel kup nekih stvari, ki so potrebne za to, da lahko to laufa, se je končno zgodilo in končno so se prebudili, zdaj en drugega lovijo. Planet začne s tem, pop ga lovi, da ne bo od zadaj ostal, potem se počasi prebudi še nacionalka. Konkurenca. Ja, to je to, neka zdrava konkurenca. In kar je najbolj važno pri vsem tem, to je kar naenkrat je zdaj 500 ljudi v Sloveniji, ki ima delo. In to delo, ne vem, po 2-3 leti. Kar nisem 500 ljudi, poprečje, da imaš vsak, ne vem, familijo, po 2 otroka, prijemo kar naenkrat na 2000 ljudi, ki lahko živi zaradi tega, da se publika zabava in da se ima fajn. In kar je pa itak najbolj pomembno, to, da daš možnost slovenskemu igralcu, slovenskemu jeziku, slovenskim avtorjem, vsem, ne samo režiserom, scenaristom, tudi patinerom v končni fazi. Skratka, neki poklici, ki so že začeli izumirati, zaradi tega, ker se pač ni več toliko snemalo pri nas, se zdaj počasi vračajo in dobijo na veljavi. To se mi zdi blazno pomembna stvar. Stari, veš, kaj se mi zdaj zgodilo? Kaj? Tam pri nas, sem šel v eno trgovino, pa sem tako malo med onimi košarami odhodil, pa sem gledal tam, pa sem videl eno košarkarske žoge. Tako je, ful poceni, par $100 pa to. Sem mislil, da bi lahko mi kdaj kako košarko za gajbo vrgli, da smo prešvicamo, pa zmigamo pa to, razumeš? Pa taka nacija, ko smo košarkarska, Slovenci, razumeš? No, potem sem pa tam nekaj cajta moje žoge gledal, potem sem pa eno kupil. To si dobro naredil. Ma ja, ni bila napumpana. Ni bila napumpana, razumeš? Prazna. Ja, samo če tako gledaš, čisto normalno, Ker če je bila napumpana, potem bi jih malo noter v ono košaro spravili, tako jih je pa bilo ful. Štekam, ja. Potem sem pa domov prišel, pa sem jih hotel napumpati. Pa bi rad rekel, da je pumpo posodil sosedo, onega kurca pa še ni bilo domov, razumeš, je bil na šihti, Pa sem jih dala čakati, sem mislil, grem jaz nazaj v trgovino, pa sem tam pumpo posodil, Prijem tja, pa sem rekel, če bi pumpo posodil, da bi jaz to napumpo, Je rekla, da če bi oni pumpe posodili, nikoli nobene prodali ne bi, štekaš. To ti je rekla? Ja, no. Sam so imeli neke ful poceni pumpe, razumeš, kao neke kitajske, ali kaj jaz vem kake. Sem si rekel, ma kurac, pumpa pri bajti vedno prav prije. Sam, ko pišeš, na primer, scenarije, kaj ti je najbolj pomembno? Zmeraj mi je najbolj pomembna univerzalnost ideje. Jaz zmeraj, ko napišem nek prvi draft, pokličem 5-6 kolegov, vsakega na drug kontinent, ali kakšne profesore, ali neke znance, ki smo na kakšnih festivalih, ali pač prijatelje. In mu razložim, ne vem, v 3 minutah mu razložim, o čem se gre, in če se odzove, če ga zanima, če me sprašuje še več, če se zmes še nasmeje, potem vem, da imam univerzalno zgodbo, ki posod dihanje lahko posod razumejo. To se mi zdi najbolj pomembna zadeva. Ker drugače lahko delaš, ne vem, zakaj bi delal pol za en mali vaški kino, ko gre noter 150 ljudi. Kar je škoda, ker film je toliko draga umetnost, da če ti ne delaš in če nimaš v glavi neke internacionalne publike, je škoda, Mislim, neki umetniški filmi, ki tudi dajo neko težo samemu narodu, zavesti, ne vem kaj, super, morajo biti, morajo obstajati, ampak
to je res toliko drago, da ne vem, kdo si lahko pri nas to privošči. Vse na drugi strani je pa ta realizacija, ne? Da ti realiziraš tisti projekt, ki si ga zamislil, tudi tako, kot si ga zamislil, ne? Da jim pride do nekega rezultata. Ne? To je pa najtežja stvar, ne? Zato ker vsak sodelavec, ko ga povabiš, ima svojo vizijo, ne? In ti jih povabiš zaradi tega, ker so v svojem delu najboljši. In ti veš, da ima v nekaterih stvarih prav, ampak sam ti si pa edini, ki ima kompletno sliko. Zdaj pa njih prepričati, zakaj si želiš iti v to smer, zakaj je odnos med tema dvema tak, zakaj hočeš difuzno svetlobo, zakaj hočeš, ne vem, zratno montažo, milijon stvari, ne. In to je največji podvig pri teh projektih, ne. Ko ti enkrat prepričaš celo ekipo, da ti začnejo verjeti, da rečejo pismo, si mojster pove, kaj dela. Ajmo probat, ne. To so pa tista jajca, ko sem prej rekel, da jih pa moraš imeti, ne. Pa tudi potlačen ego, ker biti ti, ne vem, dober lučkar, dober kamerman, dober scenarist ali pa režiser, pa da ti prije en, ne vem, producenta, pa pač mogoče scenarist, razlagati neko idejo, in da ti sprejmeš njegovo vizijo, moraš biti blazno skoliran tip. Ker to je največji manko umetnosti, ne samo v slovenskem, nasplošno, če gledamo svet generalno, je ravno to, da ego je premočen. Ego je premočen in zaradi tega marsikateri projekt, ki ima dobre temelje, spodleti, ker se enostavno ne znajo med sabo zbalansirati. Bi ti rekel, da lahko delaš v ekipi ali ti je včasih ljubše delati sam? Jaz najraje delam sam, še zaradi tega, da lahko grem kam čem. Torej to je tisti ego, ki tudi malo pride ven. Ne, jaz sem gospodar svojega časa, veš, kaj je to ekipa, to je 7-8 ljudi, en mora iti domov dojiti, en mora iti, ne vem, avto registrirati, pa fantje moje dragi, jaz grem zdaj nekaj pojest, jaz grem zdaj nekaj spit, boli mene, zdaj bom šel v galerijo, nekaj razstavo pogledati, domov bom pa šel, ko bom jaz rekel. Zaradi tega rad samo hodim okrog, ne. Drugače pa rad grem z ekipo, sploh če je zabavna ekipa, rad grem, je super. Ampak zmeraj je nek problem, ne, zmeraj mora eden, ne vem kaj, mislim, eden je party breaker, ne. Jaz pa rad svoboden, ne. Jaz grem, meni žena reče, ti greš torek, priješ decembra. Pridem, ne, ampak pridem pol lepih spominov in pol imam tudi o čem pisati, imam kaj snemati, imam kaj, ne vem, risati, vse to je vseh vejah umetnosti je isto, ne. Tudi baletnik, če nija zgodbe zapovedati, pol nija kaj zaplesati, slikar, če nija zgodbe zapovedati, nija kaj risati. Jaz sem pač nek opazovalec, sem radoveden, rad grem okrog, rad se družim, rad neke momente si probam memorirati, rad lovim neke stvari, ki so drugačne, ki so presenetljive in jih probam neke predalčke spravljati, ker enkrat mi bojo pa ne vem, pri katerem projektu koristili. Ti to tudi pomaga pri tem, da se tudi skoncentriraš lažje, ker neko mero koncentracije pa moraš imeti pred nastopom, da se umiriš, da se pripraviš. Jaz imam totalen fokus. Ker pri tebi to zgleda zelo tak, iz žepa potegnjeno. Jaz imam ta fokus, meni nič ne more vreči. To pa ravno zaradi tega, ker sem začel tako, da sem hodil okrog, ajmo reči po beznicah, zakaj bo piva nastopati. A pa za potne stroške, ajde. In tam je bil šunder skozi. Dva sta bila pijana, eden se je tepal, en je kelnico za rič lato, to je bilo skozi. In pol, ko sem enkrat te moje kolege iz akademije, sem rekel, ajde, pridite z mano, gremo na en festival, punkerski festival v Pulu, so zmrznili na polno. Sem rekel, kam si nas pelo? Fantje moji dragi, to je življenjska šola. Če tu zdržiš, pa ni ga odra na svetu, pa publike, ki te lahko premakne. In v vsem tem času, če pogledava leto 2017 pa 2018, da nekako zaključiva, zaokroživa, katere projekte si zdaj aktualno najbolj se z njimi ukvarjal in kateri pridejo še v naslednjem letu? Zdaj prvo je, kaj moram narediti, ta mala rojsten dan januarja, moram napisati knjigo Pravljic za rojsten dan. To je prvi in v bistvu edini važen projekt. Drugače imam pač za drugo leto te festivale, ki jih imam, že začenjamo pripravljati. Včeraj sem glih z Prage prišel, smo se tudi dogovarjali za neke nove zadeve. Pač snemam, milijon nastopov imam, zdaj je december, zdaj so te firme začele klicati.
Vsega je polno, ne? Vsega je polno. Nek scenarij finiširam, za en drug scenarij so me prosili, če bi bil skript doktor, da bi jim pač svetoval oziroma predlagal, kaj je, kaj ni. Tako pač nekaj malega delam od zunaj, nekaj delam tu. Ampak vse, kar delam, je luštno. To je to. Festivali v Piranu, Kranjski Gori. odpirajo vedno nova vrata. Ja, to raste, mislim, neverjetno. Skačemo, prehitevamo v bistvu, ker sploh nimamo toliko velike ekipe še. Sploh v Kranjski Gori gre zelo prehitro. Piran imamo krasna ekipa, ne, Fivija, Cenex, cela družina. Tako, res, imam super sodelavce, imamo super zadeve, je pa seveda polno publiki, da to prepozna kot nekaj pozitivnega in mislim, da nam blazno dobro ratuje in vedno bolj gremo v neko smer, ki sem si jo začrtal, čeprav sem mislil, da za to rabiš 10-15 let v okolju, kot je Slovenija, ampak vidim, da se da do tega priti tudi, ne vem, v 3 do 5. Idej ne bo zmanjkalo. Ne, idej ne bo zmanjkalo, ne, cajta edino. Cajta. Matjaž, najlepša hvala, da si bil naš gost in seveda veliko sreče, veselja v novem letu in pa uspeha. Malenkost. Mariborčano pa tudi, ne. Vgasnite luči, pa odprite srca. Jan Plestenjak. 2 metra in kusor. On je pa res velik. Glejte, jaz sem bil lani, septembra, na njegovem koncertu Hala Tabor Maribor, 7000 punc in jaz. Kaj se smijete, vedno sem delil njegove koncerte, obiskujejo lepa dekleta in pametni fantje. Kaj, ti ni več do smeha, kaj si takrat hodil, jebote. Glejte, on je res velik, on je tako velik, da je spostavil očesni kontakt s punco v zadnji vrsti. Jaz bi lahko predal sam do druge. Prišel je na oder, naredil en čuden gib, trdejal. Rekla si, da si iz Maribora, če ne boš moja, pol si nora. 7000 punc pa naenkrat, navalove. Meni je mama skozi govorila, Matjaž, ti si kot Jan Plestenjak, samo da on je temen, ti si svetlo, ti si njegov negativ. Dobro, kaj je smešno, za vsako mameni otrok najlepši. Ampak Jan je res lep. Jan je tako lep, da bi lahko na Jadranski obali nastopil kot terasa band, čeprav bi bil sam. Čehini tega sploh ne bi opazili, sam slina bi jim tekla. Jan bi prišel na oder, naredil ti čuden gib, trdejal. Rekla si, da si iz Prage, čez pol minute bote nage.